Beletrina v živo. En lep pozdrav, jaz sem Liza Marijina, z mano je Anuša Kodelja. Midve sva se danes dobili v knjigarni Beletrina, da bi se pogovarjali o romanu Prekleta avtorice Beatrice Salvioni. Zdravo, Anuša. Živijo. No, ti si Primorka, ne? Ja. In povej mi, a ti je to okolje Preklete domače, ti je to blizu, ti sproža kakšne triggerje ali... Moram priznati, da nisem tega romana se lotila tako zelo izrazito z perspektive Primorke. Se mi zdi, da bolj tako skozi pač oči ženske, no? Ali pa mogoče tudi deklice, mlade punce, a ne? Nisem se toliko fokusirala, zato ker je itak postavljen v nek čist drug čas, mislim, zelo specifičen zgodovinski kontekst, a ne? Ki ga pač nisem doživela na srečo. Tako da ne, nisem toliko skozi to, da sem odraščala ob meji. Pa niti se mi ne zdi, da je toliko nekega italijanskega temperamenta vpisanega. Veš, tako se mi zdi, kot da, ja. Je v bistvu atmosfera je mogoče malo zadušena, ne? Tako da ta temperament ne more priti do izraza. Tako nekako nisem sploh... Tako dokler me pač zdaj nisi vprašala, nisem niti na to povezavo pomislila. Veš, kad včasih, kad nekaj bereš, ti je tako, znano, a ne, ti je domače. Mogoče se pa sem čas toliko spremenil, a veš, da je tudi... Če poveva mogoče za gledalce, ki knjige mogoče še niso prebrali, dogajalni čas je Mussolinijeva Italija namreč, ne? In mislim, to je pomemben aspekt, no. Zdaj, moje vprašanje je bilo vezano čist na moj občutek, da ljudje, ki živijo ob meji, da je to še danes živo, no, mogoče antifašizem, če lahko tako rečem, no, za to. Ja, vsekakor je, pač obstaja, mislim, pomembno, ne, mislim, da ne gre ta čas v pozabo, ne, da se lahko iz njega tudi kaj, da ostaje prezenten, da se lahko kaj naučimo, da se ga zavedamo, ne, da je bil. Ampak ja, jaz imam neko tako strahospoštovanje pravzaprav tudi do te teme, no. Mogoče pa prav zaradi tega, ker sem rasla v meji, ne vem. Ja, okej. Kaj se te je najbolj dotaknilo? Ali pa kaj, mislim, lahko to v dobrem smislu ali pa v slabem, mislim, čist, pač kaj je tisto, kar je bilo najmočneje, no? Najmočneje mi je bilo, ko se dve stvari pravzaprav. Prva je, ko tale Prekleta, ne, Magdalena, v bistvu ponavlja Ni me strah. To mi je tako močno ostalo, ker najbrž velih to dela v očeh družbe Prekleto, a ne. In pa to, da skozi poudarja, da imajo besede moč. Ja, ta moč besede, pa da je treba nekako paziti na to, kaj rečemo, da imajo moč. Okay. Zakaj misliš, da je dela Prekleto v očeh družbe ravno to ponavljanje, ni me strah, ni me strah? Mislim, namreč, ne vem zdaj, koliko lahko spoilava, ampak pač so bili neki dogodki vezani na Prekleto, to je pač, ne vem, koliko je stara, 12 let, ker meni je to fascinantno, ne, da v bistvu nekaj se zgodi in nekdo nekaj reče in jo obtoži, da je ona zdaj prekleta in to se kar razširi in to se kar ta moč besede spet, ne, če tako rečem, v bistvu, da vsi to začnejo verjeti, če njena mama to verjame, njena prijateljica to v enem momentu podvomi, ne, da mogoče pa kaj res nekaj ful narobe s tabo, si ti res prekleta, ne? Ja, viš, ko si eno tako stvar toliko časa si izpostavljen, si jo ponavljaš, jo poslušaš, sigurno ima vpliv, ne? Potrebna je najbrž neka moč, da zdržiš to, da se ne umažiš, ne, s tem, kar slišiš, z vplivom družbe, ne? Ampak glede strahu pa zato sem rekla, da se mi zdi, da je to dela Prekleto, zato ker pač strah
hromija, ne? In pač je pogum je močno, mislim, je močan. In pač v tem smislu se mi zdi, da jo prav ta odsotnost strahu dela tako posebno pogumno in pač v bistvu prav edinstveno, no, sploh v tistem času si predstavljam. Ne. Okay. Ena taka pika nogavička, ne? Si lahko rekla. Pa da se zaveda te moči, ki jo ima, ne? Veš, svoje moči se zaveda. Ni tako, da sam drugi govorijo, to je pač, ne vem, moč njenih besed, ampak se jih tudi sama zaveda in tako, ne vem, meni je to ful dalo misliti, tako se mi zdi, da sem tle prav tako zastrigla, pa se ustavila, pa tako mi je bil dober opomnik v knjigi, ne, da se večkrat spomnim na to ali pa zavedam tega, kako pač, Svoje moči ali moči besed? Obojega. Ja, ok. V bistvu je to kot neka afirmacija, ne? Ja, skoraj. Ja, ni me strah. Ampak jaz si predstavljam, da je pa njo bilo straha, ne, v resnici. Mislim, ampak je šla pač prek tega, ne, verjetno je pogum to, ne, da kljub strahu. Soočanje s strahom. Ja. Ok. No, to si tudi omenila, ne, da je ona znala reči, da v bistvu kako ni fajn govoriti nekih stvari, če jih ne misliš, oziroma mislim, da moraš paziti, kaj govoriš, ne. Šlo je namreč verjetno v povezavi s tem, kar so v šoli mogli govoriti, duče, ne vem kaj, ne. In že takrat so pač bili posamezniki, ki niso verjeli, ampak otroci in odrasli, z njimi na čelu, no, so v bistvu ponavljali te neke hvalnice dučeju, ne. To je tisto, ne, kar je njo zmotilo in je rekla, da v bistvu moraš paziti, ne. Ja, pa tudi skozi je to preizpraševala, tako zdaj, ko si to omenila, me je tako prešinilo, veš, tam, ko nastopa Franceska, ne. In potem na tem dogodku, in ne? Potem jo vpraša, pa res verjameš v to, kar si govorila. Tako, ne vem, če se zdaj takrat prvič omenja moč besed, ampak tako ves čas preizprašuje te parole, zavzema do njih neko distanco. Ja, in Franceska v bistvu v tistem momentu tako, Niso niti pomislila. Niti pomislila, ne? Ona se je pač naučila nekaj in se ukvarjala z nastopom, ne, No, kot neka igralka, ne, v bistvu. Veš, ker v bistvu pač včasih ne verjameš, kaj govoriš, ne. Ja. Torej, moč besede. Tu se strinjava, ne, da imajo besede moč, ne. Okay. Kaj pa po drugi strani, recimo, če lahko temu rečem postavljanje mej ali pa ko je treba pač uporabiti neko besedo, ne vem, povedati resnico, ne, tudi če je neprijetna ali pa če veš, da jo ne bo družba sprejela, ne. Zdaj ciljam na tisti prizor s sošolkami. Franceski nekako ne govorijo to, kar je tako že slišala, kaj vse je povezano s prekleto, kaj vse je ona kao naredila, česa je kriva. In Franceska to opisuje v smislu, kaj na notri vse govori ni res, ampak ne more izdaviti, ne. Pač ne. Ni se zmogla postaviti za prijateljstvo, ne, ali pa pač, povedati resnice, ne, mislim, pač to lahko apliciram na nekaj, kar se mi zdi velikokrat problematično, ne. Kako pač povedati resnico, ne, kadar je pač ni v skladu z, ne vem, lahko nekoga prizadene na drugi strani, ali pa ko je treba postaviti mejo, a ne. Meni se je zdelo tle, recimo, da pač se ne vedno uspe, ne. Najbrž nikomur, tako je v življenju, včasih se ustrašiš, včasih strah premaga, ne, ampak kar mi je bilo všeč tle pri Franceski, da je ves čas, mislim, se zavedala tega, da bi mogla ali pa da se je zdelo prav, veš, tako se mi zdi, da je uspela reflektirati, no, sebe v tem. Ja, mogoče kdo niti tega ne uspe, ne, da je pač
ne more in ja. se niti ne sprašuje o tem. Ne? Ja, absolutno. By the way, ti se bolj lahko identificiraš s Francesco ali z Madaleno? Mislim, kakšne vrste deklica si bila ti? Dobro vprašanje. Tako bom rekla, rada bi se z Madaleno identificirala, ampak se mi zdi tudi ful dobro, da je pisateljica postavila Francesco kot nekako osrednji lik ali pa da pač piše iz njene perspektive, zaradi tega, ker nismo zdaj kar vsi junaki. Tako se mi zdi, da je ta, da se v resnici dosti bolj lahko poistovetim s tem notranjim bojem, tudi o katerem sva zdaj malo prej govorili, ali pa o tem dvomu, ali pa o tem dvomu vase, ali pa veš o tem trudu tudi, tako da v resnici mi je ljubo, da je z perspektive nekoga, ki prisostvuje taki moči, ali pa prisostvuje temu uporništvu, iz njega srka se uči, mu postavlja pač, kaj je še mogoče, mislim. Kot nek zgled, ne? Ja, prav odpira možnosti, v tem smislu, tako da ja, s Francesco zagotovo ne bi si drznila reči, da sem jaz ta neustrašna. Ja, mislim, jaz bi se pač prej s Prekleto identificirala, ne v smislu, da sem neustrašna, sploh ne, ker pač tudi zelo dobro poznam strah, ampak meni je pač težje biti tiho. Pač, mislim, mi je to bolj izziv, no? Ali pa izziv zame je, kako pač povedati na nek lep, mislim, nek zrel način, ne? Če lahko tako rečem, no, neki... Pa se zdaj, kaj si to rekla, veš, kaj zanimivo bi mi bilo prebrati drugi del, recimo tako čez 10-20 let, a veš, v kakšni odrasli ženski se formirata, tako se mi zdi, pač bi se verjetno tudi ta njen upor mogoče, a veš, preoblikoval ali pa zmehčal v tem, kar govoriš, verjetno, tako da, ja, no. Ja, vprašanje, kam ju je zaneslo, ne? Ja, mogoče pa postala ista kot mama, ne? Ja, upam, da ne, no. Upaš, da ne. Okay. Ja, mama je igralka, ne? Tako kot midve. No, res, to mi je pošlo. Ja. Pač se očitno ona ne dela več, ampak sem tako sem si zapomnila, no, kot preden je spoznala tega fotra, no, mislim svojega moža, je igrala, no, ampak in še danes kot nekako sanja malo, mislim, jaz sem jo tako doživela, no, kot eno tako če lahko rečem tipično, v smislu, ali pa stereotipno, no, v smislu tako, ki si želi vsega tega glamurja in mislim, da veš, kaj mislim. No, tudi če ti je šlo, da je igralka, no, verjetno si no, kako jo ti vidiš v bistvu, mamo? Kakšen tip ženske je to? Ja, jaz sem jo brala zelo tako ujeto ali pa mogoče vdano usodo in sistem. Tako se mi zdi, da zna po pravilih zelo tako, veš, delovati. Ampak spet se nisem niti toliko osredotočala na njo, kakor bolj na njen vpliv na hčerko, na Francesco. A veš, bolj v tem smislu, da tako vmes napiše, če se ne motim, da je po mami, da je mama privzgojila strah. Veš, tako, kot kontrapunkt temu pač pogumu ali pa te mantri ni me strah od Preklete, a ne? Tako da bolj skozi to sem jo brala, no, veš, kako se te stvari prenašajo, ne, iz v bistvu roda v rod, se veš verjetno sama. Kaj pomeni biti ženska, ne? Za prekiniti. Tako da pač v tem oziru, no, sem bolj mamo brala skozi vpliv.
No in kakšen se ti zdi vpliv? Mislim, ona mu je očitno malo šla, ampak njena mama je želela v eno drugo smer. Ne? Ja, tako se mi zdi, da je zelo poudarjala neke take, ne vem, verjetno je pač tistega časa, vrednote tistega časa, vloge ženske, ki naj bi jo takrat zastopala. Ne. Sej v bistvu ti govorijo o tistem času, ma se še danes ne slišimo, veš, tako, bodi bolj tiho ali pa, veš, ne. Ne smej se preglasno. Ja, veš, ne biti pregroba, premočna na nek način, pretežavna, prekarkoli. Prekarkoli. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je mama zelo dušila ta uporniški siv Franceski. No. Ja, ampak hkrati je imela, se mi zdi, sama sabo toliko pravka, da je v bistvu hči uspela, ni bila dovolj helikopter, če lahko tako rečem, ne, da je hči uspela pobegniti. Pa se mi zdi, da je toliko, taka čudna dinamika je družinska, pa mogoče tudi, veš, zato, ne vem, nisem niti se v to nekako spuščala. Ja, ne, mogoče je to... V tem smislu, da bolj kot bolj skozi njun odnos. No. To prijateljstvo me je v bistvu najbolj fasciniralo. Na ta način. Zavezništvo tudi. Pa tudi v tem, da pač ni vedno se postavljalo, da nista vedno zmogli ga. Ampak sej tako je, sej ne vedno, ne zmoremo vedno držati skupaj ali pa ne zmoreš vedno dati podpore, ki bi si jo mogoče celo želel. Tako se mi je zdelo v tem zelo... Ja, absolutno je ta odnos v ospredju, mogoče je pač meni tudi bila zanimiva ta mama, no, pa tudi oče, pa mogoče zato tja zapeljujem. No. Ena stvar, no, recimo, ko je dobila menstruacijo, ne, in v bistvu, mislim, ker jaz mamo vidim kot nekoga, ki želela bi si, no, da bi pač mame dajale pač svojim hčeram neko vodstvo, ne. In tu ona dobi menstruacijo in sicer se razumem, reče, ne, ampak da naj naslednjič samo reče, da se slabo počuti in da se o tem ne govori. Ne. Ja, sploh to, Veš, zamolčanost, neki tako vsakdanji stvari, ne, kot je menstruacija, pa v bistvu se mi zdi, da še danes, no, če bi, ne vem, mi zmanjkalo, ne vem, vložka, recimo, bi si pač naskrivaj dale, ne, po moje. A veš, da je to vseeno neki... Vse se spreminjajo stvari, ne, pa tudi se mi zdi, da moški bolj sodelujejo v tem, so bolj podporni, ne. Je pač danes lažje ženskam s tem, ne, se mi zdi, v smislu, da ni treba tega skrivati, ampak še zmeraj pa je prisotno, da se, ne, to je moj občutek. Ampak veš, kaj se mi zdi, se to gre tako sporedno s tem strahom, ko je opisan tudi ta sram, ne. Se v bistvu o tem zdaj govoriš, veš o tem. In se mi zdi, da gre tako to z roko v roki, ne. No, ampak se mi zdi, se rega eno pomembno stvar, ne, sram, ampak zakaj, ne? Mislim, veš? Ja, absolutno. In zato se mi zdi tako lepo ta prijateljstvo oziroma ta trka, veš, da je tako, v bistvu, kaj dela Francesco posebno, je to, da je imela srečo, da je prišla v stik z nekom, ki pa razmišlja drugače ali pa nudi neko, veš, drugo smer, drugo pot. Veš, ker recimo meni spet menstruacija, ko je ta del, ko jo dobija, ne, pa mi je tako ostala, pa kako jo je Madalena pač, veš, potolažila, pa je razložila. Bila materinska v bistvu. Bila v bistvu materinska, tako da se mi zdi, da bi lahko knjiga v resnici spremljala marsikatero punco v tistem času v Italiji, ne? Ampak da ni pa verjetno imela vsaka sreče priti v stik z nekom tako pogumnim. Ne? Ja, v bistvu sem zdaj začutila pač pomen ženskih prijateljstv. Absolutno, ja.
ful. bi lahko bila malo oda temu. a ne. Ja, se je, ne, verjetno. Okay. To zdaj, prej si rekla, če sem prav razumela, no, v bistvu, da je prekleta junak, ne? Da ni Francesca ta, ki je junak. Ampak na koncu v bistvu Franceski uspe, ne, izustiti resnico in tudi njuno prijateljstvo. Ne? Ja, narediti kot celo pot. Ima razvoj, ne? Skozi roman. Ja. Tako da v bistvu jaz bi rekla, da tudi ona je junak, no, še posebej iz tega vidika, no, ko si rekla, da jo pač nekako prek nje spremljamo, no, celo stvar, a ne. In je v bistvu mogoče ona nekdo, s katerim se večina ljudi lažje identificira. Ja. In je v bistvu pač je junak, ta vsakdanji je junak, ne. Ja. Okay. No, superca. Ja, ne vem, za konec, mogoče, zakaj misliš, da so naju povabili v Beletrino? Prosto knjigo. Veš, da sem razmišljala o tem in seveda mi je takoj prišla na pamet Prasica. Najskupni projekt. Tako. Ne? Ja. In v bistvu sem potem prav lepo mi je bilo, ker sem pol razmišljala tudi o tem prijateljstvu, ker smo ga tam lahko odigrali, a ne. In v resnici, dlje, ker sem razmišljala več tem, a veš, od menstruacije naprej, pa o uporništvu, pa o jezikanju, pa o moči besede. Tako da ne vem. Ja. Okay, tudi če ni to razlog, se v bistvu lepo zaokrože. Mi je bil prijeten spomin na to. Okay. Ampak in v bistvu nek opomnik, da veš, da so te teme v vseh obdobjih očitno prezentne, no, se ne. Fajn, mislim, ali me to veseli, žalosti, no, ampak v resnici pač, da je ta tema kar še in še prisotna. Okay. No, hvala, Nuša, za debato. Hvala tebi, Lida. Me je veselilo. Beletrina, uživo.